glede tega je pa več takih lokalnih štosov, ki so malo rasistični, pa ti bom vseeno povedal. Kar dej? Sicer tega so Angleži izumili, pravijo pa tako, pač govoril sem z dvema ekspatriatoma, ki sta ravno na Filipinih, par ljudi se nas je tam srečalo, en Poljak, ki je živel v Avstraliji, pa ena Angležinja, pa en Francoz, pa smo bili ravno v eni pač takem mini hotelu, ki sta bila tam dva ekspatriata iz Hongkonga. Ekspatriat to pomeni, da je sicer Anglež, ampak živi pa nekje drugje, ne. In sta imela oba dva filipinskih dekleti. Ja? Ona dva sta bila krepko čez 60, bliže 70, punce potem pod 30 pač, ne. Krasno so se razumeli, izredno simpatična dekleta, zvesta celo in skratka, se ti pravim, ni napak, da še starejši gospod gre tja pogledat, pa reč bojo one zadovoljne, da se z bogatim tujcem poročijo in v resnici sem jaz občutek malo, da jih imajo kar rade, no. Kakorkoli rasističen vic je pa tak, da so Kitajci ena od najstarejših kultur na svetu in da so se v teh tisočerih, pač recimo 4000 letih naučili to, kako se na eni palici nosi dve posodi, na eni bambusovi palici se nosi dve posodi, ali pa kako z dvema bambusova palicama ješ iz ene posode. To po njunem mnenju je to edino, kar so se naučili. Vse ostalo znajo pa Filipinci in dejstvo je, da so recimo tudi v Hongkongu dela, ker so pač Kitajci, dela ogromno Filipincev, ker so izredno res bistri in spretni pri marsičem in prilagodljivi. Ogromno jih dela tudi v Arabskih Emiratih. Tudi prijazni ljudi? Ja, zelo prijazni. No, zdaj pa lahko greva pogledati, če imamo še toliko časa, če ne bova delala prej odmora, malo tiste terase, ki sem jih prejle omenil. To so terase okrog mesta Banaue. Za začetek samo malo okrog mesta, tukaj je še precej civilizacija, še asfaltna cesta prijela do tja. Potem se bomo pa odpeljali v ene vasice. Še predtem moramo pogledati malo tele prebivalce, prebivalci so tudi zanimivi. Stari ljudje še nosijo staro nošo, takele imenitne klobuke, meni so tudi posadili enega na glavo, pa smo se potem slikali skupaj. In lepo se spravijo na sonce, tamle nad dolino in razpravljajo o tem, kako je bilo nekoč, pa kako se je zdaj že. Imajo kakšen pomen ta? Mislim, da nima, ne da bi jaz vedel. Pač enostavno, bolj, ko si okrašen, lepše je, ne. Ja. In zdaj vsi imajo radi žive barve in bolj, ko se v žive barve oblečajo, bolj imenitni izgledajo. Mladine pa praktično ne vidiš, da bi nosili take obleke. Zdaj pa prvič sem bil tam, se pravim, že pred letom 90 in takrat še nisem imel videokamere, nažalost, in takrat sem šel na vasice Batat, kar je pomenilo, da smo šli s takimi džipniji. To, kaj je to džipniji, si moram tudi povedati pravzaprav. Ja, to so stari ameriški džipi, ki so jih že med vojno pustili tukaj. Ali pa medtem, ko so pač oni tukaj imeli svoj protektorat. In Filipinci, kot znani obrtniki, so to preoblikovali v takele živopisna vozila, kot jih zdajle vidiš. Nastavili gor po 10 anten in raznih verižic in vse prebarvali in tako dalje. In to so zdaj taki kakor kombi busi, neki tazga, ne. Recimo po Manili vozijo, vsak ima svojo pot, ima napisano tam, Vič, Žale, Moste, Center in tako dalje, in tam je podobno. No, takrat, ko sem bil prvič tam, je bilo treba, smo šli s takim džipnijem samo do vznožja tele planine. Potem smo pa celo pot gor, kar je bilo par ur v tropski krepki vročini in komarjih in vsem ostalim so pihati na ukreber. Zdaj so pa medtem že nekakšno cestico naredili do vrha, tako da smo zdaj do vrha nad temi vasmi šli z džipnijem, kar je bila izjemno ugodno, glede na to, koliko smo se prvič namučili. Še vedno pa to ne pomeni, da je bilo prav enostavno, ker namreč po teh terasah je pa zdaj treba priti dol, v dolino, tam tja pa ne pelje nobena cesta. Tako da, kot si prej videl, tako smo mi koracali lepo po teh terasah. Kar pa ni tako enostavno, ne? Ker, no, zdaj vidiš, kaj misliš, koliko je tole težko, takle snop žita? To je riž, pravzaprav, ki ga tele gospe zdaj pravkar naberajo, tistega možaka si pa videl, da ga je prinašal. Reči na pamet, koliko misliš, da je to težko. Kar nekaj zim. 20? Skratka, stvar je taka, da prvič, kot rečeno, smo bili s tistim Poljakom in Francozom in Angležinjo, smo potovali tukaj, ne? No, pa smo precej tehle, pa so taki, oni niso veliki, ne, veliki, kakšen 1,60 m, pa sicer precej tako žilavi, ampak ne izgledajo, ki je posebno močni, ne.
No, poglej, zdaj nosi tole, ne. No, nekaj smo rekli, da bomo malo probati, koliko je tole težko, ker to je še na pol svež, viš, ne. Ja? Nekaj Poljak najprej to si probal dvignil nad popek in ga je vrgel na hrbet, kot da si sramotno prekucnil. Koliko je pa bilo? Težko kot cent, ne vem ti povedati koliko, ampak jaz sem pa veliko bolj previdno, kot on sem si to nadel, sem kom je prvo rekel do rame, nisem pa mogel nad glavo dvigati. Žilavi fantje potem. Žilavi fantje. No, vsake toliko se volija, ne, tile moji sopotniki so si navlekli, koliko polivinila so pač imeli nase. Je pa to ena od glavnih stvari, no, in če priješ v Banave, tam si kar lahko vzameš par dni, pa boš potem par dni delal takele izlete. Najceneje je, če vzameš kar kakšne lokalne buse, ki tako ali tako pelajo primestni avtobus, bomo rekli, ne, se pravi takle džipni. Vidiš, vsi lepo ste imeli polivinili na glavi. In se potem greš pač peš do tja, da je zanimivo. Je pa tukaj celo veliko število takih zanimivih krajev, tako da se kar splača. No, zdaj pa kljub vsemu gremo na tiste vasice, tole je bila zdaj ena druga vas, kar smo do zdaj gledala, zdaj se pa peljemo s tistim gorskim džipnijem, še malo višje, do tistih vasic, ki sem jih prej omenil. Zdaj pa pride na vrsto tisto, kar sem prej rekel, ne, se pravi, kljub vsemu, da se bojo odpeljali do vrha hriba, torej ne bo nam treba peš, zdaj se bo pa zelo lep pogled pojavil pred nami, ne še ta hip, najprej treba še do vrha priti. Zdaj ti moram pa še eno slabo stran tega, ne tega, ampak slabo stran turizma povedati. Namreč tole, kar zdaj pravkar gledaš, to je zdaj tista dolina, res fantastična, in tole so vasice, ki se imenujejo Batat. Pač več vasic je, majhnih, ampak vse skupaj se pač imenuje Batat. Nažalost je pa tako, da je tudi tukaj prišla civilizacija, ne. In ko sem bil prvič tam, so bile same slamnate koče, čisto nič drugega. In to take hesne, se bomo kasneje kakšno videli, ki so na 4 kolih, hiša sama je manjša kot najen prostorček tukaj, mogoče polovico manjši, tako da samo spat grejo tja, pa zelo malo drugega pravzaprav, ne. Sicer pa v glavnem živijo zunaj. Vsi so bili še oblečeni v nekakšna krilca, tudi moški, niso imeli še nobene evropske obleke. Skratka, fantastičen pogled, res. Zdaj, ko smo bili, ne, to je bilo zdaj par let nazaj, tole, kar gledaš, je pa že tisti nesrečni corrugated iron, kar pomeni valovita pločevina, prišla, ker je pač cenejša in bolj pač enostavna za gradnjo. In zaradi tega so pokvarili celo pokrajino, poleg tega pa še na robu cela vrsta hotelov. Sicer takih filipinskih, domačih, ampak še vedno pokvarili so. Jaz bi jih lepo podaril vse po vrst, pa jim plačal, pa pustil dolino tako, kot je. Pa še domačinom bi rekel, dajte nazaj tiste vaše koče, pa vam plačamo mesečno rento. Sam dajte pustiti, koliko je bilo. Da obdrži svoj čar. Gremo na glasbeni predah.